Delavci športnega centra Pohorje bodo s stečajem počakali do ponedeljka. Bodo bolnike z infarktom zaradi sporov morali voziti v Ljubljano. Studenčani s peticijo do razbremenitve prometa. Pozdravljeni in vabljeni k ogledu dnevnika televizije Maribor. Začenjamo z vremenom. V severni, zahodni in osrednji Sloveniji so se padavine pojavile okoli 15. ure. V Mariboru je padala toča v velikosti češenj oziroma manjših orehov. Drugod je veter odkrival strehe, voda pa je zalila nekaj kleti. Lokalno močnejše nevihte so sicer možne povsod po državi. Več o vremenu pa ob koncu oddaje. Nadaljujemo z usodo športnega centra Pohorje. Ta zaradi nelikvidnosti ne more upravljati svoje dejavnosti. Delavci pa čakajo tudi na izplačilo plač. Vodstvo podjetja so zaposleni na zboru delavcev postavili rok do ponedeljka do 15. ure, ko pričakujejo izplačilo plač in odgovor, kako naprej. Sicer bodo zahtevali stečaj družbe. Tako množično so zaposleni prihajali na sestanek na veličanje obljub in odločeni, da sami sprožijo stečaj, če za svoje delo ne bodo tudi plačani. Nazadnje so namesto aprilske plače dobili le 150 evrov. Ja, upam, da bo plača, ker zdaj pa že kar predolgo se čaka. Da povejo enkrat, kje smo. To se pravi, ali je konec vsega, ali kaj bomo. Svojo rešitev sta jim prišla predstaviti tudi direktor Marproma in posebni Fištravčev svetovalec Marko Kovačič, vendar sta sestanek skopa z izjavami dokaj hitro zapustila. Govori se, da ne bi Marprom prevzel vzpenjačo. Marsikaj se govori. Kaj pa je res? Bomo videli. Kaj ste danes delavcem povedali? Glede, staja se dogovorite. Uraden odgovor občine pa? Vsak dan, ne glede na to, ali je vikend ali ni, iščemo rešitev in to je naša pomoč. Nič, same obljube, že tedne, mesece. Mislim, da je smiselno, da gre firma v stečaj. Tudi direktor priznava, da nimajo denarja niti za plačilo dobaviteljev, kaj šele za plače. Da se rešijo, bi potrebovali 200 tisočakov. Govorimo o likvidnostih sredstvih za poplačilo plače in za normalno izplačilo plač, ter delno poplačilo odprtih zadev pri dobaviteljih. Ali gre športni center Pohorje v stečaj ali pa bo občina s pomočjo občinskega podjetja Marprom reševala vse vzpenjače, bo jasno v ponedeljek. Velik interes za obstoj vzpenjače ima mariborska občina, saj bi sicer kot njena lastnica izgubila okoli 14 milijonov evrov. Včasih se res zdi, da znajo tuji lastniki bolje gospodariti. Primer je družba Varstroj iz Lendave, kjer že 50 let izdelujejo najsodobnejše varilne aparate, rezalnike in robote. Ko so jo pred časom kupili Japonci, so ustavili odpuščanje in celo začeli ponovno zaposlovati. Zdaj pa so v podjetju odprli še nov tehnološki center. Blagovna znamka Varstroj je nastala še pod streho koncerna Gorenje. Pred 5 leti so zaposlovali skoraj 300 ljudi, zdaj jih je polovica manj. Negativni trend se je ustavil spomladi s prihodom novega lastnika japonske korporacije OTC Daihen. V Varstroj so vložili 8 milijonov evrov, od tega 5 v tehnologijo. Oni iščejo proizvodno, razvojno, prodajno točko za Evropo. Mi pa smo s tem, ali pa prejšnji Varstroj je pa s tem dobil dostop in do kapitala in do vrhunske tehnologije. そしてヨーロッパで一番お客様の価値づくりに溶接の総合力で貢献できる会社を目指してまいる所存でございます。 Načrti lastnika so za 136 delavcev velika spodbuda. Veseli smo novega lastnika, tako da upamo na boljšo prihodnost. Super, zdaj se počutimo bolj varno, bom rekel. Pred kratkim se jim je pridružilo 10 sodelavcev. V bližnji prihodnosti naj bi jih zaposlili še nekaj 10, predvsem varilce in inženirje. Ob 50. obletnici so podjetje preimenovali v Daihen Varstroj in tako obdržali tudi ime uveljavljene blagovne znamke. それはもちろんバストロイという会社を我々はなぜ買ったかって言ったのは先ほどありましたようにやはりバストロイがないとダイヘンだけだとここでは売れません正直。 Ob uradnem začetku pod novim imenom pa so 19 srednjim šolam in fakultetam iz 5 držav podarili najsodobnejše varilne aparate v skupni vrednosti dobrih 220 tisoč evrov.
Zdaj pa k drugim temam. Kardiologom v Mariborskem kliničnem centru je prekipelo. Jedro težav sta zastareli rentgenski aparat, s katerim opravljajo najzahtevnejše posege na žilah in srcu, ter nov način plačila njihovih dežurstev. Plačani so namreč po realno opravljenem delovnem času in ne pavšalno, kot je bila to dolgoletna praksa, ki pa je še vedno v veljavi v ljubljanskem kliničnem centru. Zaposleni na mariborski kardiologiji opozarjajo na sramotno plačilo za njihovo delo. Za reševanje človeka s srčnim infarktom dobijo le od 12 do 15 evrov. Cena, da se je pripeljal oddalec z avtom sem, pa cena parkiranja v parkirni hiši je praktično presega to plačilo. Za iste posege so v Ljubljani popolnoma drugačni pogoji. Tako organizacijski kot tudi finančni. Na mariborski kardiologiji so nekdaj nočni čas, porabljen za poseg, upisovali ročno. Danes se morajo elektronsko evidentirati. Če napiše, da je potreboval 3 ure, je tudi v elektronski evidenci potrebno, da je rabil 3 ure. Ni moglo biti prisotnost na delovnem mestu 2 uri, poseg je pa trajal 5 ur. 3 zdravniki starejši od 55 let so tako že preklicali soglasje za nočno delo. Sredi naslednjega meseca bosta prenehala dežurati še 2. Takrat bo potrebno paciente s srčnim infarktom iz celotne severovzhodne Slovenije po noči voziti v Ljubljano ali Gradec. Srečo imamo, da je avtocesta, da ga bojo peljali hitro. Je nedvomno bistveno dražja, da se sploh ne pogovarjamo o tem, da je absurdno. Medtem so po besedah vodstva UKC Maribor že stekli postopki za zamenjavo dotrajanega aparata za posege na srcu in žilah. V kratkem pa naj bi izobraževanje končali tudi 3 novi kardiologi, ki bi lahko nadomestili izpad nočnih dežurstev. Na Studencih v Mariboru je zahodna obvoznica prometno preobremenjena, opozarjajo prebivalci tega dela mesta že vrsto let. Kljub obljubam pristojnih strokovnih služb in mestne oblasti, da bodo razmere uredili, se ne zgodi nič. Zato so sinoči na zboru krajanov začeli zbirati podpise za takojšen začetek gradnje podaljška ceste proletarskih brigad. Promet od nakupovalnega središča Kulandija do Koroškega mostu je zadnja leta za vsaj 6000 prebivalcev ob Dravograjski cesti neznosen. Ropot, prah in škoda na domovih. Jutro ob 5:30 začne in ruži non-stop od policijskega, gasilskega, rešilca. Ni avta, ki ne bi bagare, avtobusi, tovornjaki. Konstanten promet, zrak, po noči spati ne moreš. Manjka le 1,7 km obvozne dvopasovne ceste s pripadajočo infrastrukturo. Leta 2007 jo je obljubil takratni minister Patrik Vlačič, a najprej je treba odkupiti okoli 80 zemljišč. Gospod Omerzel nam je odgovoril, češ pri odkupovanju 5. parcele se je zadeva ustavila. To pomeni, da je odkupljeno le tretjina te potrebne zemlje, ki pa obsega cirka 7 hektarov. Krajane je zmotila tudi predvidena visoka cena 17 milijonov evrov, torej milijon evrov za 100 metrov ceste. Od tega mora mariborska občina primakniti 200 tisočakov. In tu vidimo krajani, da občina premalo naredi. Studenčani pa so se ob pasivnosti odgovornih odločili za peticijo. Obelodaniti tudi odločevalcem, da je neka široka podpora na območju, da se to naredi, da je problem res pereč. V najboljšem primeru bi se gradnja ceste lahko začela leta 2018. Čeprav so pripravljeni še nekaj časa potrpeti, pa razmišljajo tudi o državljanski nepokorščini, da bi res dobili prepotreben podaljšek ceste. Odvetnik nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja Bojan Gruber je na Evropsko sodišče za človekove pravice vložil zahtevo za izdajo začasne odredbe v primeru pravnomočne obsodbe. Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v 6. členu namreč pravi, da ima vsakdo pravico, da o njegovih civilnih pravicah in obveznostih ali o kakršnih koli kazenskih obtožbah zoper njega pravično in javno ter v razumnem roku odloča neodvisno in nepristransko zakonom ustanovljeno sodišče. Gruber meni, da je bila ta pravica Kanglerju kršena. Nadaljujemo z domačo črno kroniko. Iz Mariborskega kliničnega centra so sporočili, da je umrla še 3. udeleženka torkove prometne nesreče. 49-letna policistka iz Lenarta v Slovenskih Goricah se je s 6 sodelavci peljala s kombijem, v katerega je na štajerski avtocesti na odstavnem pasu trčil tovornjak.
Kot običajno ob četrtkih se je sestala vlada. Na seji so ministri v odstopu naložili Slovenskemu državnemu holdingu naj presodi prednosti in slabosti morebitne prodaje Mercatorja hrvaškemu Agrokorju in poroča o dozdajšnjih postopkih za prodajo delnic Mercatorja. Holding bo svoje ugotovitve vladi predstavil čez en teden. Poglejmo še druge domače novice. Nacionalni preiskovalni urad opravlja 38 hišnih preiskav zaradi suma kaznivih dejanj zlorabe položaja in oškodovanja upnikov. Lastniško povezane družbe so bile oškodovane za najmanj 53 milijonov evrov, osumljenci pa so si pridobili za okoli 24 milijonov evrov koristi. Po neuradnih podatkih naj bi preiskovali Bojana Petana in Francija Zavrla, med oškodovanimi družbami pa naj bi bile Terme Čatež in Marina Portorož. Predčasne volitve bodo po včerajšnji odločitvi Ustavnega sodišča 13. julija. Jutri se bo uradno začela predvolilna kampanja. Volivci lahko le še danes do polnoči Državni volilni komisiji oddajo zahtevek za glasovanje po pošti iz tujine ali na katerem od diplomatsko-konzularnih predstavništev. Podatke lahko sporočijo po elektronski pošti, telefaksu ali po pošti. Državna volilna komisija pa mora obvestilo prejeti še danes. Vrhovno sodišče je ugodilo pritožbi predsednika SDS Janeza Janše, ki jo je vložil potem, ko je upravno sodišče zavrnilo njegovo tožbo zoper poročilo Komisije za preprečevanje korupcije zaradi posega v človekove pravice in temeljne svoboščine. Sodbo upravnega sodišča je razveljavilo in zadevo vrnilo upravnemu sodišču v nov postopek. V komisijo pa ob tem poudarjajo, da je Vrhovno sodišče razveljavilo odločitev upravnega sodišča zaradi postopkovnih dejavnikov in ne vsebinsko. Umetniki iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Srbije in Hrvaške so si noči v mariborskem gledališču nastopili na dobrodelni prireditvi Stopimo skupaj za žrtve poplav na Balkanu. Na prireditvi, ki jo je pripravila RTV Slovenija, je bilo zbranih okoli 90 tisoč evrov. V zaodrju je bila tudi naša ekipa. Sinočnji dobrodelni koncert je dokaz, da narodi nekdanje skupne države Jugoslavije tudi po več kot 20 letih še vedno čutimo medsebojno povezanost. Se počutim tako kot v starih dobrih časih, ko smo se družili, ko smo potovali po svetu, tako zdaj so pa pripotovali iz sveta k nam. Lepo je, da si ljudi malo razmislijo, kar je v resnici življenje. Življenje ima tudi tisto nekakšno virtualno arhitekturo, gdje samo dobro in ljubav in razumevanje pomaga. Mnoge s poplavljenimi območji, kjer je naravna katastrofa vzela več kot 40 življenj, 500 tisoč ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove, povezujejo tudi osebne zgodbe. Imam prijatelje, tudi sorodnike, pravzaprav povsod po teh krajih, na Hrvaškem, v Bosni, v Beogradu. Tudi pred 20 leti, v časih vojne, sem pač organiziral humanitarno pomoč za pisatelje begunce. Zbrana sredstva bodo namenjena predvsem obnovi izobraževalnih in kulturnih ustanov ter nakupu osnovnih šolskih potrebščin za 1000 šolarjev. Jaz to sodelovanje pač vidim predvsem kot neko gesto. Jaz ne verjamem, da smo mi v stanju rešiti situacijo. Mislim, da dajemo lahko samo recimo podporo takim stvarem in namig. Me je pa splošna reakcija Slovenije izredno prijetno presenetila in dejansko smo se na nek način nazaj počlovečili. Za plemenit namen lahko danes darujete še do 19. ure s klicem na telefonsko številko 01 472 0011. Na mariborski mestni občini so pripravili sprejem za dijake odličnjake. Največ srednješolcev je z odličnimi ocenami letnik končalo na drugi gimnaziji. Tam jih je odličnih kar 50. Veliko odličnjakov imajo tudi na tretji gimnaziji, 12, na Škofijski gimnaziji pa 11. Dijaki priznavajo, da je bilo za uspeh treba veliko truda, tudi odrekanja, a jim ni žal. Jaz sem z druge gimnazije, koliko dela je bilo za petka. No, saj je bilo dosti, ampak ne vem, no. Meni se zdi, da se je splačalo potruditi. Grem pa naprej medicino študirati v Ljubljano. Zakaj si se odločila za medicino? Zato, ker me to veseli. Mislim, zanima me res, ne vem, medicina kot, ne vem, naravoslovni predmeti in tudi pomaganje ljudem in pač celi študij. In vem, da bi to rada počela v življenju.
Ja, dosti dela, ne? Tako pač so cene pravijo, ne? Pač treba delati. Povej mi, kam naprej? Naprej feri. Sicer sem hodil na mednarodno maturo, zdaj ne vem koliko veste, ampak to je malce bolj zahtevni program, izred vse v angleščini, tako da dela je bilo kar precej, ampak sem zadovoljen s tem, sem ponosen, malce, no pač. Zdaj naprej, trenutno še ne vem, ker sem nekako neodločen, vpisal sem sicer v farmacijo, ampak bomo videli. Poglejmo še kulturni utrip na našem koncu Slovenije. Tokrat je lutkovno-gledališki. Lutkovno gledališče Maribor letos zaznamuje 40 let svojega delovanja. Sezona 2014-2015 bo tako jubilejna sezona. Jubilej bodo počastili z različnimi dogodki. Eden takšnih bo tudi obnovitev priljubljene predstave Žogica Marogica iz leta 1985. Letošnjo iztekajočo se lutkovno sezono ustvarjalci in vodilni v LGM ocenjujejo kot dokaj viharno, a uspešno z obilico provokativnih predstav, ki so ponujale razmislek. Za letošnjo sezono, tematsko zaokroženo z naslovom Istovetnost, pa napovedujejo, da bo bolj umirjena od minule. Ponudila bo 6 premier in 24 ponovitev preteklih sezon. Ena od predstav, Časoskop v režiji Matije Solceta, bo tako imenovani dinamični poklon Mariboru in 850-letnici omembe mesta. Ustvarjalci Borštnikovega srečanja osrednjega slovenskega gledališkega festivala z mednarodnim ogledom in zasedbo so včeraj predstavili program letošnjega festivala. Ta bo v Mariboru pod sloganom Igrajmo se prisoten med 17. in 26. oktobrom. Občinstvo bo lahko spremljalo 11 tematsko in slogovno zelo različnih tekmovalnih predstav, ki jim o pretežno moških režiserjih svoj podpis dajajo tudi 3 režiserke. Mesto festivalske selektorice letos prevzema Amelija Krajger. Kot je že navada, bo festival programsko zelo raznolik. Programski sklop Fokus, ki vsako leto v ospredje postavlja slovenskemu prostoru manj znano dramatiko in dramsko produkcijo, pa se bo letos osredotočil na Španijo. Sledijo športne novice. Vaterpolo. V Kopru so sinoči igralci Branika v dramatični 4. tekmi finala državnega prvenstva premagali Žosterno z 11-10 in izid v seriji izenačili na 2-2. V državnem prvaku bo tako odločala 5. tekma, ki bo to soboto v Mariboru. Slovensko rokometno reprezentanco pa v nedeljo v Velenju čaka povratna tekma z Madžari. Po njej bo znano, katera od držav bo igrala na svetovnem prvenstvu v Katarju prihodnje leto. Udobne zreče so rokometaši zamenjali za dvorano v Slovenskih Konjicah in se po regeneracijskem dopoldnevu zbrali na resnejšem treningu. Kako podrobno potekajo priprave na povratno tekmo in kako pomembno vlogo ob tem igrata oba organizatorja igre, povedo tudi tile posnetki. S predstavo v Vespremu ni nihče zadovoljen. Zavedali smo se po tekmi, da smo igrali grozno. Pa ko se še vidiš tam na posnetku, smo videli, da smo bili res grozno, tako da veliko rezerve, hvala Bogu. Jaz mislim, da imamo za še kar nekaj dela pred vami v teh prihodnjih dneh. Če bomo to delo opravili tako, kot se spodobi, tako, kot je treba, in če bomo v nedeljo prikazali neko boljšo igro, mislim, da imamo več rezerv kot Madžari. Povratno tekmo bodo tudi na željo igralcev v nedeljo odigrali v velenjski Rdeči dvorani, seveda tudi z našim neposrednim prenosom. Samo v Velenju v teh kvalifikacijah nismo bili poraženi, z Ukrajinci je bilo sjajno občinstvo, nam je pomagalo in zakaj pa ne, dokler gre in upamo, da bomo tako nadaljevali. V bistvu ni važno, kje igramo, veseli nas, da bo dvorana polna, to je v bistvu najbolj važno, vem, da bo publika na naši strani, da nas bo spodbujala in nam bo v pomoč, ampak na koncu koncev, ne glede na to, kje igramo, mi moramo igrati boljš in zmagati Madžare. Madžari imajo 3 gole prednosti, glede na nizek izid na prvi tekmi, pa bo za uvrstitev na svetovno prvenstvo, kot vse kaže, treba zmagati za 4. Zdaj pa k nogometu, ki bo gotovo ves mesec v ospredju zanimanja javnosti. Čez približno 2 uri se bo začela otvoritvena slovesnost svetovnega nogometnega prvenstva v Braziliji. Prvo tekmo bosta ob 22. uri v São Paulo odigrali reprezentanci Hrvaške in Brazilije. Prav slednji tudi na stavnicah pripisujejo največ možnosti za osvojitev naslova svetovnega prvaka. Na koga boste navijali? Ja, za naše bližnje sosede, danes, ko igrajo, ne?
Kaj pa drugače, če celo prvenstvo, kdo po vašem mogoče ima največje možnosti? Nemci, Brazilci, Španci mogoče. Malo bom spremljal, sigurno bom spremljal, ja. Koliko je to recimo malo, boste vse tekme pogledali? 5 tekem. Zakaj pa 5? Katere? Danes Hrvaška, Brazilija, pa še kakšno vmes, pa četrtfinale, polfinale, finale. Sigurno mi je zanimiva reprezentanca države gostiteljice, ne. Ta je bila vedno zanimiva, ne. Se nobeno leto do zdaj, koliko sem bil prebral v medijih, še ni izgubila kot gostiteljica nikoli svojega prvenstva. Tada Brazilci me zanimajo, pa mogoče še kakšna evropska. Najbolj klasično je, da greš nekam gostilno ali pa se doma dobiš lepo za kavčom pa tako. Vse imamo 2 televizije, pa jaz pa otroka gledamo dole, žena pa gre gore, če bi rada. Jaz tako nimam časa, ker se moram učiti, tako da bom imel dosti mira. Upamo, da nas bo najpomembnejša postranska stvar na svetu razvedrila. Izsledki raziskave Univerze v Oxfordu v Evropi, Kanadi in Združenih državah Amerike kažejo, da od izbruha gospodarske krize leta 2008 narašča število samomorov. V tem obdobju si je zaradi finančne stiske, izgube službe ali prezadolženosti vzelo življenje 10 000 Evropejcev in Severnoameričanov. Poglejmo še druge tuje novice. Na vzhodu Ukrajine, kjer se že 2 meseca spopadajo vojska in proruski separatisti, je bilo po podatkih Ministrstva za zdravje ubitih 270 ljudi, 700 je ranjenih. Novi ukrajinski predsednik Petro Porošenko je sporočil, da se je z uporniki pripravljen pogovarjati, a le če bodo odložili orožje. Z indijske zvezne države Uttar Pradeš, kjer je skupina moških prejšnji mesec posilila mladoletni dekleti in ju obesila na drevo, prihajajo vesti o novih primerih spolnega nasilja nad ženskami. Na enak način so samo v zadnjih 24 urah našli umorjeni še 2 ženski, obe naj bi bili posiljeni. O novem posilstvu poročajo tudi iz kraja Hamirpur. Neko Indiko naj bi na policijski postaji posililo več policistov. Iraške oblasti so po vse hitrejšem napredovanju islamističnih upornikov na pomoč poklicale tudi ameriško letalstvo. V Washingtonu so se na prošnjo že pozitivno odzvali in nameravajo upornike napasti z brezpilotnimi letali. Islamistični skrajneži pa načrtujejo pohod tudi na Bagdad. Glede položaja v Iraku se bo še danes sestal Varnostni svet Združenih narodov. Splošno sodišče Evropske unije je danes potrdilo rekordno, dobro milijardo evrov visoko kazen največjemu proizvajalcu računalniških čipov na svetu, družbi Intel. Sodišče je presodilo, da je kazen, ki jo je Evropska komisija maja 2009 ameriškemu podjetju naložila zaradi zlorabe prevladujočega položaja na trgu, primerna. Intel se lahko pritoži še na sodišče Evropske unije. Na letališču v Rio de Janeiro so za uvodni dan nogometnega svetovnega prvenstva, ki se bo začelo danes v São Paulo s tekmo Brazilija-Hrvaška, napovedali 24-urno delno stavko. Letališki delavci obljubljajo, da bodo upoštevali odredbo sodišča, po kateri morajo ohraniti 70 do 80% raven dela, vendar pa stavka vseeno vzbuja velike skrbi. Ob tem, ko se navijači po vsem svetu veselijo začetka svetovnega nogometnega prvenstva, bodo dogodek lahko spremljali tudi nogometni navdušenci, ki so trenutno na misiji v vesolju. Ameriški in nemški astronauti bodo namreč na krovu mednarodne vesoljske postaje za svoje ekipe navijali več kot 230 km oddaljeni od Zemlje. Vremenska napoved. Jutri bo čez dan več spremenljive oblačnosti v primerjavi z današnjim dnem. Pričakujemo tudi pogostejše nevihte, ki bodo nastajale predvsem od poldneva dalje. Okoli 30 stopinj bo le še na Primorskem. Tudi v soboto bo spremenljivo oblačno. Občasne krajevne padavine bodo redkejše, zagrmelo bo lahko predvsem v zahodni Sloveniji. Še nekoliko hladneje bo. V nedeljo bo pretežno oblačno in večinoma suho. Tudi v ponedeljek bo sonca malo ali nič. Ponekod bo občasno rahlo deževalo. Vročine smo se torej rešili. Vprašanje pa je, kdaj bodo spet poletne temperature. Miren večer in obilo športnih užitkov. Nasvidenje jutri.